Dober večer. Predvolilna predsedniška kampanja se odvija v senci sprejemanja varčevalnih ukrepov, zaradi katerih so sindikati že napovedali množične proteste. O reformah pa bodo na koncu odločali v parlamentu. O tem se bomo nocoj pogovarjali s poslanko Državljanske liste Katarino Hočevar. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Poglejte, predsednik vaše stranke in tudi parlamenta Gregor Virant je odločil, da referenduma o slabi banki ne bo, ker so bili podpisi poslancev opozicijskih pod to pobudo skenirani. Hkrati pa Ministrstvo za notranje zadeve je odločilo, da pravzaprav tudi poslanci sindikatov niso zadostni oziroma da njihovo število ni zadostno. Se vas zdi, da gre tukaj pri vsem tem za naključja? Nekateri opozarjajo, da gre za overjanje nekakšne svobodne volje ljudstva. Ja, poglejte, jaz bi rekla predvsem tako, da so in sindikati in državni svet prisluhnili dialogu, žal pa ne opozicija. Spomnimo se, da je predsednik vlade tudi na pobudo Državljanske liste tako Zakon o stabilnosti bančnega sistema kot o Slovenskem državnem holdingu prestavil iz pomladanskega na jesenski čas, tudi na pregovarjanje nas, da si vzamemo več časa. 2 meseca smo sedeli z opozicijo, za predstavniki Ministrstva za finance na 3 delovnih skupinah in prisluhnili številnim predlogom tudi opozicije. Zato nas je sedaj ta pobuda seveda presenetila, ampak upam, da če bo narod imel možnost, da o referendumu o holdingu odloča na referendumu, da bo to prakso stalnih referendumov kot eno tako orodje opozicije presekal in odločil za zakon. No, ravno v tem drugem referendumu glede ustanovitve Slovenskega državnega holdinga je pravzaprav vseeno še precej v zraku, kajti vlada je zahtevala ustavno presojo te pobude. A menite, da bo na koncu dejansko prišlo do referenduma? Po to ustavno pobudo smo se podpisali poslanci in o tem bomo odločali tudi jutri na izredni seji. Me pa malo skrbi, ker naša ustava praktično ne omejuje referendumov, zelo na široko dopušča referendume. Zato je tudi, veste, da je bil dosežen dosti širok politični konsenz, da spremenimo ustavo oziroma referendumsko zakonodajo. In pod to pobudo sem tudi jaz prvo podpisana in zato sem še toliko bolj presenečena na to potezo opozicije, ker saj Pozitivna Slovenija je trdila, da se je pripravljena v dobro vseh temu orodju opozicije odreči in dejansko dati glasove za spremembo ustave in referendumsko zakonodajo. In ta njihova poteza kaže, da je stališče naše stranke pravilno, ko dejansko predlagamo, da bi se pod referendumsko pobudo lahko podpisalo le 40.000 volivcev in ne 30 poslancev. Ampak zakaj se vam zdi, da je recimo referendum, ga vidite v tem trenutku predvsem dejansko kot orodje opozicije za nekakšno zaviranje, recimo vladnih ali pa koalicijskih potez? Zakaj se vam zdi recimo ta nizek prag recimo problematičen? Zakaj ga želite zaostriti? Ne nizek prag, 40.000 volivcev je že v redu, ampak da poslanci dajo pobudo za razpis referenduma, je dejansko unikum v slovenski pravni ureditvi, ker oni so svojo politično možnost že izčrpali s tem, ko so zanjo glasovali ali pa ne glasovali v parlamentu. Poglejte, če se za trenutek vrnemo nazaj na ustanovitev državnega holdinga, zdaj Janševa vlada ga vidi kot pravzaprav enega izmed teh 5 ključnih ukrepov za izhod iz krize, medtem ko opozicija trdi, da gre pri tem predvsem za nekakšno netransparentno upravljanje z državnim premoženjem in tudi razprodajo le-tega. Kako pravzaprav v koaliciji odgovarjate na te očitke? Poglejte, netransparentno je sedaj, ko je premoženje in upravljanje z naložbami Republike Slovenije razdeljeno na 4 različne upravljavce. KAD, SOD, DSU, AUKN. Sedaj bi bilo to skoncentrirano na enem mestu, veliko bolj transparentno in končno bi si nalili čistega vina. Strategija bi jo sprejel Državni zbor, ne bi bilo mešetarjenja,
In dejstvo je, da bi bilo na enem mestu tudi jasno določeno, s katerim premoženjem želimo strateško upravljati in so to dolgoročne naložbe in katero je tisto, ki ga mogoče želimo odprodati. Ampak o vsem tem bo odločal Državni zbor in tudi potrdil strategijo. Vemo, da AUKN ni upravičila svojega obstoja, strategija ni bila sprejeta, tudi stopnja avtonomije ni bila zadostna. In poglejte, če mi želimo razbremeniti prebivalstvo, znižati davke, je ena od poti tudi to, da s premoženjem, ki ga imamo, bolje upravljamo in da so donosi boljši. Če iz tega naslova kaj kapne v proračun, samo tako lahko razbremenimo svoje državljane. Opozicija predvsem očita politično kadrovanje. Zdaj pa lahko primerjamo, kako se kadruje v AUKN-u in kako je predvideno v državnem holdingu. Upravo AUKN-a potrdi Državni zbor. Upravo Slovenskega državnega holdinga bi razpisal Državni svet na mednarodnem razpisu. To se pravi, prvič v zgodovini samostojne Slovenije bi upravo res zbirali na mednarodnem razpisu in možnost, da dobimo tudi tuje strokovnjake, ki mogoče niso tako, bom rekla, politično okuženi ali pa, da se ne bi preveč razrasel tudi ta nepotizem, kar se vsekakor tudi je. Nadzorni svet, ga prav tako pri AUKN-u odloča Državni zbor. Pri Slovenskem državnem holdingu bi, tako kot pri AUKN-u 5-članski, bi bil zdaj kar 9-članski, kar v bistvu ta večji nabor tudi omogoča večjo pluralnost pogledov. Vlada bi predlagala 4 predstavnike, od kogar bi mogel biti eden predstavnik ekonomsko-socialnega sveta. 4 politične stranke, eden pa tudi od članov Komisije za nadzor javnih financ iz Državnega zbora. To se pravi, zdaj, če primerjava politično kadrovanje v AUKN-u in v Slovenskem državnem holdingu, pač tako, kakor je predlagamo, vidimo, da bi bil ta vpliv politike pri holdingu veliko manjši. Če smo ravno pravzaprav pri nekakšnih izhodih iz krize, zakaj pravzaprav v koaliciji vidite, da so referendumi nekakšno zaviranje pravzaprav tega izhoda? Se vam ne zdi, da so v končni fazi nekako rezultat pomanjkanja socialnega dialoga? Se strinjam in poglejte, ne vidimo referendum kot eno zaviranje, ampak mi želimo referendum narediti kot en korektiv predstavniški demokraciji, na katerih bi se odločali res o pomembnih družbenih vprašanjih. Zdaj je pa Slovenija v situaciji, ko so pač te ukrepi za izhod iz krize nujni. Vedeti moramo, da in naše gospodarstvo in državna blagajna trenutno živi na izposojenem času. In mislim, da nisem preostra, če rečem, da se imamo samo uspehu ministra Šušteršiča v Ameriki z temi obveznicami zahvaliti, da smo si še kupili nekaj mesecev časa in da v tem času lahko izpeljemo reforme, ki bodo pomenile, da nam ne bo treba zaprositi za mednarodno pomoč. In res smo že daleč, da se praktično veselimo uspeha, da se lahko zadolžujemo. In temu je treba narediti konec. In poglejte, in slabost našega bančnega sistema in pa slabo upravljanje z državnim premoženjem sta bila razloga, da so bonitetne ocene padale. In zato je pač te rešitve potrebno najti čim hitreje. Sama pot ni tako važna kot to, da se začne reševati. Poglejte, če recimo omenim slabe banke. Strokovnjaki so nam poleti predstavili 4 modele. In dejstvo je, da nobeden od teh modelov ni idealen in da ima žal vsak svoje prednosti in slabosti. Zato zdaj ni tako ključno, ali reševati slabe terjatve znotraj posameznih bank ali zunaj. Ampak glejte, če imamo požar, je dejstvo, da ga moramo gasiti. S kakšnimi sredstvi v tem trenutku ni tako pomembno.
Poglejte, sindikati javnega pa tudi zasebnega sektorja so za 17. novembra napovedali množične proteste, prav zaradi dejstva, da so neusklajene reforme šle v državni zbor, kjer boste poslanci odločali o njih. Bodo ti protesti kakorkoli vplivali v bistvu na vašo končno odločitev glede teh reform? Poglejte, to zelo težko rečem, da ni bilo usklajeno, ker usklajevanja še potekajo. Moramo vedeti oziroma tudi lahko potrdimo, da je tako pomembnejše vprašanja pri pokojninski reformi kot pri reformi trga dela so praktično še vsa odprta. Pogajanja potekajo. Z ekonomskim socialnim svetom je bilo usklajeno tako zakon o stabilnosti bančnega sistema kot o Slovenskem državnem holdingu. Ne vem, če je katera vlada z opozicijo do sedaj sedela 2 meseca in da bi za isto mizo iskali skupne rešitve. Ampak to je vprašanje sindikatov, ne opozicije. Ja, lejte, vse sindikati pa isto, ne. Bilo je njim predstavljeni, imeli so možnost dati pobude, tako da je pa dejstvo, da pač reforme je treba speljati in jaz mislim, da te njihove protesti, ki so na en način napovedani, so pač bolj znak tistega, ker sindikati morajo pač tudi svoje interese braniti oziroma nekako se navzven pokazati, da zastopajo interese svojega članstva. Drugače pa lejte, za pokojninsko in za reformo trga dela ogromno njihovih predlogov je bilo recimo že vpetih ali pa sedaj že spremenjenih. Nenazadnje recimo za pokojninsko osnovo, kaj gre, je bil vladni predlog 28 let minus 3 leta odbitka najslabših let, sindikati so predlagali 24 let in minister Vizjak jim bo recimo prisluhnil. Ogromno je še takih zadev in v tem trenutku, ko še sedijo za isto mizo, vladni predstavniki kot sindikati, govoriti, da zadevo niso usklajene, je bolj takšno populistično navajanje. Poglejte, ne glede na to, da, kot ste omenili, pogajanja še potekajo, pa vendarle ne se že zdaj še vedno pojavljajo kritike, da čeprav naj bi predvsem reforma trga dela rešila vprašanje zaposlovanja mladih, da pravzaprav dejansko, ki so večinoma zaposleni na začasnih pogodbah, da reforma tega dejansko ne bo prinesla oziroma da bo negotove oblike zaposlitve iz mladih razširila še na ostale sloje prebivalstva. Delite te skrbi ali menite, da bi reforma vseeno preprečila oziroma začela reševati problematiko mladih, kar se tiče zaposlovanja? Sistem trga dela je najbolj žgoča težava slovenskega gospodarstva, poleg kreditnega krča, ki ga bomo rešili s tem zakonom. In poglejte, mi v Državljanski listi smo se, kar se tiče reforme trga dela, bolj bali, da bo ta reforma brez zoba. In da bo v bistvu samo podaljšala to agonijo. Vemo, da so sindikati z njo veliko bolj zadovoljni kot delodajalci. In jaz mislim, da je pisana na kožo mladim. Kot ste omenila, so sedaj zaposleni predvsem za določen čas, da je njihov cilj, da dobijo bolj varnejšo obliko zaposlitve. In v zakonu je predvideno 15% omejitev na posameznega delodajalca, agencijska zaposlitev plus zaposlitve za določen čas. In jaz mislim, da je tu tista varovalka, ko se bodo delodajalci več posluževali zaposlitve za nedoločen čas, tudi s tem, ko s tem spremembami tega zakona zelo, bom rekla, rahljamo togost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki pa je takšna, da dejansko ne koristi ne delavcem, ne delodajalcem, ker je tudi preveč komplicirana, da se bi delavci v sodnem postopku posluževali. Tako da jaz te očitke moram zavrniti, je pa seveda treba vedeti, da reforma je potrebna predvsem zato, da naše gospodarstvo zadiha. In dovolj zgovoren je podatek, da naša uspešna podjetja, ki so slovenska podjetja in imajo svoje podružnice v tujini, razmišljajo, da bi vlagala v podjetja na Slovaškem, v Romuniji in ne v Sloveniji. Ravno zato, ker tudi v današnjih financah lahko beremo, je strošek dela v Sloveniji še vedno prevelik, predvsem pa ta togost zakonodaje. In jaz mislim, da ta sprememba zakona o delovnih razmerjih bo korak v pravo smer,
tako za gospodarstvo, kot za mlade, ki vstopajo na trg dela. Čeprav se pa strinjam, da v državljanski listi dajemo predvsem pobude in pa predloge, da minister razmisli, da bi bilo tudi za mlade, ki vstopajo na trg dela, nekako dopuščena ta možnost začasnega in občasnega dela, za katerega vemo, da bo sedaj pač predvidena le za upokojence in pa za brezposelne. Če dela mladi nimajo, menimo, da je tudi začasno in občasno delo lahko tista prva vstopna točka, ko vstopijo v delovno razmerje. Tako da ta institut oziroma to idejo bomo v državljanski listi zagovarjali naprej v tem času pogajanj. Poglejte, vi ste članica parlamentarnega odbora za pravosodje. Vemo, da se v tem trenutku sodišča soočajo z velikim pomanjkanjem denarja, ponekod ga je dejansko zmanjkalo za tekoče stroške. Kako bi morali po vašem mnenju reševati to situacijo? S pomanjkanjem denarja se srečujejo različni cehi oziroma vsi segmenti javnega sektorja. Dejstvo je, da proračun, ki ga imamo na parlamentarnih mizah, dejansko dodatno krči javno porabo na račun investicij. 600 milijonov bo več predvidenih za investicije po tem predlogu proračuna in to je pač tisto, kar moramo narediti, če želimo, da gospodarstvo zadiha, da se izkopljemo iz finančne krize. Moje prepričanje je kljub vsemu, da cenim javne uslužbence, da je rezerv na področju javnega sektorja še veliko. Ki ga recimo vidite? Lejte, praktično ni bilo nobenega pravega menedžerskega pristopa pri upravljanju ali pa vodenju javne uprave do sedaj. In sedaj je možnost, da se upravni menedžeri izkažejo. Treba je pogledati, katero delo se mogoče opravlja dvojno, ki ni potrebno. Produktivnost v gospodarstvu vsak dan je stalnica govorjenje o produktivnosti. Praktično v javnem sektorju se še nihče ni lotil tega, da bi naredil analizo izdanih odločb na javnega uslužbenca. Da se narediti manj zahtevne, srednje zahtevne, bolj zahtevne. Tako da jaz pač razumem, da je vsaka kriza tudi priložnost. In lejte, v gospodarstvu se je treba za vsak evro boriti, da se zasluži. V javni upravi vodje dobijo določen del denarja in treba je pač spremeniti miselnost v naših glavah, da morajo s tem denarjem opraviti naloge, ki so jim zaupane. In verjamem, da bo nekje to težko, ampak poglejte, v javni upravi so izobraženi kadri, ki so se nenazadnje v bistvu šolali za ta področja in jaz verjamem, da imamo še veliko rezerv in pa tudi znanja, da bomo znali tudi z manjšimi sredstvi te naloge opraviti. Pa se vam zdi smiselno, da bi bili direktorji posameznih zavodov dejansko tudi denarno odgovorni za slabo poslovanje svoje, glede na to, da marsikateri opozarjajo, da recimo niti niso krivi, ker so na novo prišli v zavod, da je zavod pač recimo v rdečih številkah? Poglejte, določen del odgovornosti bo treba pač tudi v sfere javnega sektorja prenesti. Če imate v mislih ta 64. člen ZIPROT, ko govori o kazni 10.000 evrov, je v bistvu tudi koalicijska pogajanja v tej smeri še potekajo, ampak tako kot se je delalo v preteklosti, se pač ne more več. Zaposlovalo se je, brez odgovornosti, ko je denarja zmanjkalo, je bil rebalans oziroma sredstva so se prerazporedila iz Ministrstva za finance. In tudi na ta račun je raslo število zaposlenih v javnem sektorju. In tukaj moramo najti mehanizme, da povečamo odgovornost upravnih menedžerjev in pa seveda, da to javno porabo zajezimo. No, vemo, da zdaj proračun oziroma predlog proračuna za prihodnji 2 leti predvideva zmanjšanje količine denarja za maso plač. Hkrati pa v bistvu se na tak način, morate priznati, izognete recimo kolektivnim pogajanjem o morebitnih odpuščanjih oziroma zmanjševanju plač, ker prepuščate individualnim direktorjem zavodov, da pravzaprav potem prerazporedijo to ali v obliki odpuščanja ali v obliki manjšanja plač. Se vam zdi to smiselno? Poglejte, kar se tiče mase plač, je bilo do zdaj prvič narejeno, da ni bilo linearno.
ampak se je po posameznih proračunskih uporabnikih pogledalo, koliko so v preteklosti že naredili za zmanjšanje in katere naloge jih čakajo v prihodnosti. ZUJF je dal določeno podlago, da se tisti, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, lahko upokoji. Poleg tega imajo predstojniki možnost, da tudi prevetrijo svoje sistemizacije. Oni so podpisniki sistemizacije delovnih mest. In če bi pogledali strukturo nazivov po posameznih ministrstvih, bi ravno tako ugotovile določena nesorazmerja oziroma velika odstopanja. Tudi do 50% zaposlenih imajo ena ministrstva v najvišjih nazivih, ker je neto plača 2000 evrov. Delajo pa mogoče enake naloge kot na enem drugem ministrstvu v nazivu svetovalca. Prišel je čas, da mogoče pogledamo tudi v ta razmerja. In jaz sem prepričana, da imamo kljub vsemu dovolj institutov, da posamezne kadrovske službe in posamezni predstojniki pridejo skozi to maso plač kljub velikim odpuščanjem. Omenila bi mogoče projekt tehnične pomoči. A veste, tudi tukaj se da ljudi razporediti, vemo pa, da tehnična pomoč ne zajema proračuna v tej masi plač, niti kadrovskega načrta, ampak so financirani iz Evropske unije. In tukaj so praktično ministrstva, ki črpajo evropska sredstva in kohezijske sklade, tudi na boljšem, da lahko kadre na ta delovna mesta razporejajo. Veste, vse se da, če se hoče. Mi v tem trenutku potrebujemo ljudi, ki rečejo, da se da, ne pa kaj se ne da. Poglejte, v vaši stranki ste nedavno na nek način izsilili, da vlada pravzaprav ne bo manjšala pokojnin delavcem oziroma upokojencem, ki so te pokojnine nekako zaslužili z delom v podjetjih v ostalih nekdanjih republikah, se pravi republikah nekdanje Jugoslavije. Se vam zdi, da je bilo to smiseln način, da je moralo priti v koaliciji tako daleč, da ste pravzaprav morali zagroziti s podporo opozicijskemu predlogu, da je pravzaprav prišlo do sprememb? Kaj to pravzaprav pove o delu znotraj koalicije? Jaz mislim, da je koalicija trdna in enotna na tistih ključnih projektih, ki so potrebni za izhod Slovenije iz krize. Je pa dejstvo, da koalicijo sestavlja 5 strank in da imamo pač različne poglede in različne poglede na družbena vprašanja, ampak delati moramo skupaj. In naša državljanska lista je dokaz, da smo v smeri dialoga in kompromisa sklenili marsikateri kompromis tudi na račun našega programa ali pa, če hočete, plačali politično ceno. V tem členu ZUJF-a se nam je zdelo, da je bil ta poseg pretiran. Poleg tega je bil pa pretirana tudi novela, ki je vložil poslanec Weber, oziroma opozicija, zato ker bi dejansko izničila učinke ZUJF-a in to mi ne moremo podpirati. Tako da mi smo seveda za to, da se vrne tistim, ki so vplačevali v republike bivše Jugoslavije, hkrati pa smo za en tak uravnotežen način, recimo, da bi se tistim, ki so vplačevali prispevke, tudi če v manjšem znesku, recimo pokojnina ne sme zmanjšati za več kot 5%, ali pa za 5%, in tistim, ki pa vemo, da so jim bile pač te pokojnine nekako z celim spiskom posameznih zakonov tako rekoč podeljene, pa da se recimo pokojnina ne sme zmanjšati več kot za 10%. Nas je pač najbolj motilo to, da so se nekatere pokojnine zmanjšale tudi za 25%. In s tem predlogom, ki sem ga zdajle povedala, bomo mi vztrajali naprej in poskušali prepričati koalicijo, drugače pa seveda potrdili tudi predlog koga drugega. Poglejte, po zadnji raziskavi javnega mnenja strani Mediane bi vaša stranka komaj da prestopila parlamentarni prag, tudi sicer vam v teh raziskavah ne kaže najbolje. Kako si to razlagate? Razlagam si tako, da je žal slovenska lipa, ki smo jo zasadili ob osamosvojitvi, se je razrasla v 2 vrhova in kot taka ne daje dovolj sence in zavetja svojim državljanom. Predvsem zaradi tega smo mi v takšni finančni in gospodarski krizi, ker ne znamo stopiti skupaj. In preveč je polarizacije, preveč je delitve. In mi smo vstopili v slovenski politični prostor, ker smo želeli preplesti te veje.
združiti slovenski narod. Jaz upam, da nismo korak pred časom. In jaz verjamem, kot nekateri pravijo, oziroma so se že ob vstopu na politični prostor naše stranke spraševali, da mogoče še ni dozorel čas, da imamo v Sloveniji eno sredinsko stranko. Jaz pač verjamem, da je, in mi se bomo še naprej trudili, da prepletemo veje naše slovenske lipe, da se trudimo za dialog med opozicijo in koalicijo, in verjamem, da tudi uspeh ne bo izostal. Poglejte, v nedeljo bo potekal prvi krog predsedniških volitev. Ste zadovoljni z nivojem kampanje? Kaj povem? Jaz mislim, da je spet se pač tukaj kaže ena polarizacija, na eni strani, bom rekla, nekateri, ki podpirajo Turka, nekateri, ki podpirajo Zvira, in v bistvu nekako vidim tukaj eno srednjo pot, da je predsednik Pahor oziroma kandidat za predsednika Pahor tisti kandidat, ki združuje. In to so vrednote tudi naše državljanske liste, zato ga podpiramo. Drugače pa mislim, da je pač kampanja dokaj zmirna. Je pa dejstvo, da sam institut predsednika republike je takšen, da je bolj to reprezentativna funkcija in zato mogoče ne pride do izraza toliko sami programi, ki praktično jih tudi težko imajo, ampak bolj osebnost vsakega posameznika. In tukaj mislim, da gospod Pahor izstopa. Dobro, najlepša hvala za tale pojasnila in seveda obisk v našem studiu. Hvala za povabilo in srečno. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda hvala za pozornost. Bodite z nami spet še 14 dni, ko bomo gostili poslanca iz opozicije. Lahko noč.